V tem videu vodiču o tem, kako nam lahko služijo brezplačni predstavitveni online programi in kako zgradimo preprosto, a učinkovito predstavitveno spletno stran za naš brezplačnik. Najprej na kratko o tem, kaj brezplačni online programi sploh so oziroma čemu služijo, ne. So kratki programi, torej kratki izobraževalni programi, v katerih naše udeležence izobražujemo o naši rešitvi. Zdaj, njihov namen je predvsem to, da nas na eni strani udeleženci lahko spoznajo, da nas spoznajo v bistvu tako, našo energijo, naš stil podajanja znanja, kdo smo sploh mi, ne, ali jim ustrezamo kot njihov bodoči mentor in podobno. Torej, da spoznajo v bistvu tudi našo rešitev, našo vsebino, naš način dela in ugotovijo torej, če smo mi pravi za njih. Oziroma na drugi strani, ne, so pravzaprav nam tudi lahko služijo nam, to se pravi nam kot izvajalcem, nam kot edukatorjem, da se lahko predstavimo širši množici ljudi, kar tam, kjer že so, torej na spletu, in da skušamo v promo programih skušamo navdušiti naše potencialne udeležence, kako lahko s pomočjo naših rešitev pridejo do neke spremembe oziroma do nečesa, kar si v življenju želijo, ne vem, doseči, spremeniti, postati in podobno. Promocijski oziroma predstavitveni ti brezplačni online programi lahko nastopajo v različnih oblikah. Zdaj, kakšno obliko izberemo, je predvsem odvisno torej od našega, bom rekla, življenjskega stila, od tega, koliko imamo časa, od tega, kaj želimo doseči, do konec koncev tudi tipa programa, ki ga prodajamo v nadaljevanju, no. Ampak nekako tiste 4 tipične oblike promo programov sem zajela na na tejle sliki. Eno so webinarji oziroma predavanja, e-predavanja na zahtevo. To so običajno krajši, tja do 60 minut trajajoči posnetki, ki si jih lahko udeleženci pogledajo na zahtevo, torej v tistem momentu oziroma takrat, ko njim ustreza. Torej v smislu ponavadi so to neke platforme, ki omogočajo, da so ponavadi navedeni tako 2-3 termini, ki so na voljo za ogled, in takrat potem udeleženci izberejo, ali si mogoče ogledajo takoj ali pa ob nekem določenem datumu, in potem, ko ta določen datum pride, dobijo vse te spomnike, opomnike, da naj si ta posnetek pogledajo. Skratka, so čisto, bom rekla, posneti vnaprej. Druga stvar so prav tako posneta predavanja oziroma webinarji, tudi in dostikrat rečejo webinarji. Jaz sem pa celo še bolj pristaš tega, da kot edukatorji, mentorji, kovči delamo celo e-delavnice v živo, to se pravi webinar ali pa e-delavnica v živo. Zdaj, samo na kratko, bistvena razlika, webinar je nekaj neinteraktivnega, kar pomeni, mi kot izvajalci samo govorimo, ni neke velike interakcije, torej pod interakcijo ne štejem, če to nekdo v klepet napiše, da je iz Maribora ali pa iz Ljubljane, ampak gre bolj za to, da ni nekih večjih aktivnosti, ali pa e-delavnica, kjer pa je dejansko poudarek na tem, da se dela, torej tam pa dejansko se nekaj dela in je neka interaktivnost. Bistveno pa pač je, da je v živo, in v tem primeru je pač majčkeno več časa, to se pravi 60 do 90 minut. Torej, to je druga oblika recimo tega online programa. Tretja oblika, dosti pogosta tudi je e-mail spletni tečaj, kar pomeni, da v bistvu nekih 3 do 7 dni, zdaj to so neke okvirne cifre, preko maila, seveda s pomočjo avtomatizacije pošiljamo določene koščke, majhne koščke vsebine, in jih udeleženci pač seveda predelujejo pač sami, torej asinhrono, torej v nekem času, ko njim ustreza. In pa še četrta oblika, recimo nek klasičen spletni tečaj, ki je običajno krajši, torej tja recimo, da je obseg vsebine, torej vsebine in tiste aktivnosti, ki jih ima za opraviti, če so neke manjše aktivnosti, nekje tja do 60 ali pa mogoče maksimalno 90 minut. Predvsem je pa to pač poanta, ne, tudi sama imam en tak spletni tečaj, čisto uvoden, kjer v bistvu dejansko naredimo pravo pristno izkušnjo spletnega tečaja, ne, ker vse ostale variante so bolj kot ne samo neka, bom rekla, različica spletnega izobraževanja. Zdaj, tukaj bi samo še to dodala, da jaz sem tukaj zdaj navajala neke cifre, 60, 90, krajši in tako naprej. Brezplačnost, torej o brezplačnosti ne odloča dolžina, temveč vsebina. Kar pomeni samo to, da ste vi naredili nekje 60-minutno, še ne pomeni, da mora zaradi tega biti brezplačno. Vi ste lahko naredili, ne vem, 60 ali pa 90-minutno e-delavnico, pa prinese res konkreten rezultat, pa je res e-delavnica, pa se res, bom rekla,
pride do tistega izobraževalnega učinka, skratka, pa ste jo lahko zaračunali tudi v končni fazi tudi 200 evrov, pač če je, bom rekla, če je zahteva ali pa potreba trga taka, da v bistvu ta cifra vzdrži, no. Skratka, tukaj želim predvsem poudariti, da samo to, da smo mi naredili nekaj krajšega, še ne pomeni, da je to zdaj pa nujno, zastonj. Tisto, kar je ključno pri, bom rekla, dobrih, učinkovitih, brezplačnih predstavitvenih online programih, je dobra zasnova. Naša naloga je, da ni webinar oziroma kakršnakoli že oblika je, da ni zdaj to že kar celotno izobraževanje, to se pravi, da ne damo preveč vsebine, pa ne toliko zaradi tega, da mi ne bi želeli dati, ne, včasih se nam zgodi, da bi raje želeli dati več kot manj, ampak predvsem tudi v tem, da ni preveč informacij, da ne obremenimo udeleženca v smislu, v fazi, ko on šele raziskuje, pa tipa, če je to, mu mi namečemo, ne vem, neko celo goro nekih teoretičnih in znanstvenih informacij, ki so v tisti fazi učenja za njega še preveč obremenilna oziroma je preveč vsega. Skratka, naša naloga je to, da predstavimo vrednost, ki jo bojo dobili v plačljivem programu, da predstavimo rešitev, da osvetlimo rešitev, ki jo ponujamo v plačljivem programu, ki je pravzaprav rešitev za njih, ne, da osvetlimo na ta način, česa mogoče naši udeleženci še ne vejo, česa se še ne zavedajo, niso pa še nujno praktična rešitev, oziroma lahko pač imamo neko manjšo aktivnost oziroma neko manjšo praktično zadevo, zato da udeležencem pokažemo, na kakšen način lahko sodelujemo, ni pa zdaj to, da bi mi to zdaj z njimi razkrili vse, kar se dogaja v plačljivem programu, ker je tako ali tako pač običajno, tako kot sem rekla, so to krajši in ne moramo iti v neke poglobljene zadeve. Ključno pri vsem skupaj pa seveda še vedno pač, da naredimo dobro zasnovo, premišljeno zasnovo in da še zmeraj ohranimo tudi tisti vidik, da pravzaprav izobražujemo, vendar na nivoju razumevanja. Pri brezplačnih predstavitvenih online programih se moramo zavedati tudi še ene stvari in to je to, da samo to, da bomo zgradili, še ne pomeni, da bojo prišli, ne? Kar pomeni, da tudi če smo samo online program zgradili, pa tudi če je brezplačen, brez, bom rekla, brez primernega načina vpisa, brez primerne, bom rekla, avtomatizacije oziroma, bom rekla, tehničnega procesa in strateškega procesa, kako jih bomo opisali, kako jih bomo potem peljali tudi do plačljivega programa ali storitve in tako naprej, brez tega pač ne bomo uspešni oziroma smo samo naredili dogodek ali pa nekaj posneli, nismo pa naredili v bistvu pravzaprav nekega bolj strateškega produkta. Zato si bomo v nadaljevanju pogledali 3 ključne zadeve. Prva stvar je strateško, bomo pogledali zadeve, bomo pogledali strateškega, vsebinskega in tehničnega vidika. Torej, prva stvar bomo pogledali strateško, kako ta proces sploh zasnujemo, kaj to pomeni, na katere stvari moramo biti pozorni, zato da pač peljejo, bom rekla, smiselno do, bom rekla, do končnega rezultata, tudi našega poslovnega končnega rezultata, ne. Potem se bomo pogledali vsebinsko, torej kaj točno napisati, oziroma bom rekla, nisem pristaš tega, da rečem, zdaj se morate pa tega držati, ampak sem bolj pristaš tega, da rečem, tukaj vam dam neke smernice, neka vodila in predvsem vam bom dala ta vodila oziroma pokazala, kako na marketinški način obrniti tekste, ne. Izobraževalci smo dostikrat, bom rekla, zelo osredotočeni na to, da napišemo tekste zelo iz vidika, kaj bo nekdo znal narediti, pa kaj bo pač neke opise take, bom rekla, kjer opisujemo bolj sam produkt. Malo nam pa manjka včasih, bom rekla, ta marketinški način razmišljanja, tako da gremo v nadaljevanju tega video vodiča, gremo v zelo konkretno, bom rekla, v zelo konkretno predlogo vam tudi dam, da boste pisali s pomočjo te predloge in vam kar predlagam, da v bistvu zraven si kar zamislite en tečaj, tudi če ga še mogoče nimate, si zamislite mogoče neko tematiko, pa boste lahko skupaj z mano direktno sproti pisali in ustvarjali v bistvu vsebino neke svoje brezplačne predstavitvene strani. Tretja zadeva pa tehnično. Eden od 3 sistemov, 3 sistemi, no, ki jih običajno spletni edukatorji potrebujemo, so CMS, EMS in LMS. Vem, da so to mogoče za koga bom rekla, neke čudne kratice. CMS ni nič drugega kot spletna stran, kjer upravljamo vsebino, torej ta C je za content, torej menedžiranje vsebine, EMS je email marketing sistem oziroma naš sistem za pošiljanje mailov.
in pa LMS so Learning Management System oziroma spletne učilnice. Skratka, enega od sistemov prav gotovo imate, običajno so pa to nekako trije glavni sistemi, ki jih spletni edukatorji potrebujemo. In se bomo tehnično pogledali, kako pravzaprav so vsi zelo podobni in da je tehnični proces pravzaprav zelo enak, ne glede na to, v katerem sistemu delamo. Vam pa seveda bom rekla iz vidika, tako kot sem nekako ponavadi učim, jaz ne učim, kako se naj nekaj naredi, kje se naj pritisne gumb, ampak učim torej, kako narediti določene principe, kako pač delati na podlagi nekih principov. Skratka, pogledamo si, kaj so tisti principi, tehnični principi, ki veljajo v vsakem od teh sistemov, torej ne glede na to, kateri sistem vzamete. Evo, pa začnimo. Takole, to je bil en kratek uvod v to, kaj se v spletnem hubu za spletne edukatorje dogaja ta teden. Torej, celotna video lekcija, celoten tak mini trening, tam nekje v obsegu pol ure, če se tudi lotaš zraven in preizkušaš zadeve, te torej čaka v članskem programu Spletni hub za spletne edukatorje, kjer v bistvu vsak teden posvetimo, bom rekla, pol ure ali pa recimo eno pedagoško uro na teden posvetimo eni majhni zadevi z področja spletnega poučevanja, to je od video lekcij, izgradnje spletnih tečajev, do zoomanja, do orodij z področja edo-marketinga in edo-biznisa, spletnega edo-marketinga in edo-biznisa in tudi spletnim učilnicam in različnim, bom rekla, orodjem in tehnikam, kako uspešno in učinkovito moderiramo online programe. Poleg tega imaš v spletnem hubu za spletne edukatorje dostop pa tudi do celotnega spletnega tečaja Spletni edukator, ki pa v bistvu predstavlja osnovo za vse tiste, ki želite se naučiti izgrajevati spletne tečaje čisto od ideje do izvedbe, oziroma za tiste, ki jih že izgrajujete, da lahko majčkeno pobrskate, kako jih si še olajšate svoje delo oziroma kako še izboljšate oziroma naredite spletne tečaje bolj učinkovite. Tako da, celoten video trening torej na voljo v spletnem hubu za spletne edukatorje.